Nocoj predstavljamo 5 neparlamentarnih strank, ki so se na soočenje prijavile skladno s pravili. Katja Kokot, stranka Resnica. Leon Božič, Piratska stranka Slovenije. Zmago Jelinčič Plemeniti, Slovenska nacionalna stranka. Vlado Dimovski, stranka Generacij in Zeleni Slovenije. Violeta Tomič, Koalicija Alternativa za Slovenijo, stranka Nič od tega in stranka za zdravo družbo. Slovenija ne more upoštevati ničesar in dajati nobenih nasvetov, kajti nihče nas ne jemlje resno. Slovenijo so jemali resno leta 91, 92, potem smo pa izgubili kompletno kredibilnost in naša zunanja politika se je pokazala kot nesposobna, nerazumljena in nerazumevna, kajti ne ve, kaj se dogaja v svetu, skače iz enega ekstrema v drug ekstrem in teli naši politiki delajo napako za napako. Slovenija bi morala stopiti nazaj in reči, oprostite, mi ne poznamo dovolj situacije v svetu, bomo gledali, bomo poslušali in bomo čakali, kaj se bo zgodilo. V Piratski stranki nimamo simpatije do iranskega režima, ki res brutalno zatira protestnike. Smo pa v resnici mnenja, da moramo tukaj vzpostaviti močno Evropsko unijo. Kot je rekel gospod Jelinčič, veliki bojo odločali. In mi se tukaj prav zato zavzemamo za to, da Evropa postane ena izmed teh velikih. Vsi mi se obnašamo tukaj, kot da živimo v normalnem svetu, ki je čisto okej. Po razkritju Epsteinovih dokumentov se moramo zavedati, da ta svet, te elite, ki nas vodijo, so navadni pedofili, kanibali, črna internacionala in mi slepo sledimo tem zlu. Jaz sem mislila, da se bo zahodni svet sesul po razkritju, kaj je Trump počel majhnim deklicam, otrokom in še treba povedati, da je šlo čez 1 milijon otrok čez Ukrajino in čez Kosovo, in so pristali na tistih otokih. Ne smemo več biti hlapci nekih mednarodnih organizacij, ki dobesedno narekujejo, koliko denarja moramo dati iz našega proračuna, koliko orožja moramo pošiljati v tuje vojne in tako naprej, medtem pa naše gospodarstvo propada in ljudje živijo vedno slabše. Pred nekaj leti ste veliko prahu dvignili z odgovorom na vprašanje, ali bi morala Rusija Ukrajini vrniti Krim. Niste bili tedaj prepričani, da bi morala Rusija to storiti, ste še vedno enakega mnenja? Tako je, zdaj sem prepričana, da ne. Takrat si nisem upala. Vedela sem odgovor, vendar si nisem upala, ker bi me ubili. Tako in tako sem politično zaradi obveznega cepljenja proti trapastemu covidu in zaradi vojne v Ukrajini izgubila mandat in 5 let nisem stopila v ta studio. Agresija je, da so 2014. začeli pobijati ruske državljane v Donbasu. Zakaj noben medij tega ne omenja? Vi vsi govorite eno te isto, kot da se je agresija začela leta 2022, ker se je gospod Putin zbudil, vstal na levo nogo in rekel, hopla, gremo napadati sosedo. Samo še to me zanima, ali podpirate obvezno služenje vojaškega roka? Da ali ne? Ne. Seveda, da se bojo fantje spremenili v moške. Tudi za ženske? Tudi za ženske in moram reči, da veliko žensk je dosti bolj pripravljenih braniti domovino kot pa fantje. Neke vrste civilna zaščita, kjer je trening za fante in dekleta, kako bi se odzvali v primeru elementarnih in drugih nesreč. Gospod Dimovski, obvezno služenje vojaškega roka. Da vas isto vprašanje. Kdor ima možnost, se lahko že zdaj odloči, ta sistem naborništva pa bo še prej omogočil, da bojo naši fantje umirali na tvojih frontah. Stranka se je odločila, da gremo v vlado. To je končna odločitev. S kom bi sodelovali? Počakajmo, bomo videli, kdo bo zmagal. Zaenkrat je zajec še v gozdu. Lahko bi nam razkrili, ali se bolj nagibate k Janezu Janši, s kom bi lažje sodelovali? Nikakor se ne nagibam na stran Goloba, zaradi tega, ker je tako zelo uničil Slovenijo. Nekaj bi gledalcev rada opozorila, da mediji ustvarjajo javno mnenje z temi anketami. To bi moralo biti prepovedano v predvolilnem času, ker če na vsake 3 dni ti vidiš, kdo zmaguje, kdo bo izgubil, potem ljudje enostavno dobijo občutek, da treba tiste na vrhu voliti. To bi bilo treba z zakonom prepovedati. Se tokrat stranko Resnica v mnogočem strinjam. Namreč mi anketam pravimo ankete lažete, to se pravi lažete, da se lažje rima. Predvsem zaradi tega, ker iz našega primera izhaja, da smo imeli meritve, tako rečem, zdaj tukaj ne bom navajal, lahko pa tudi seveda anketne hiše, pred oblikovanjem liste je imela vsaka od naših strank vsaj 1,5,
po oblikovanju skupne liste pa manj kot 1%. Kaj pa je vaša stranka, če je nič od tega? Ja, nič od tega, kar vidimo v trenutni politiki, absolutno. Vsi kvazi levi in kvazi desni služijo istemu globalnemu gospodarju. Moja nekdanja stranka je z razlogom nekdanja. Oni so bili glavni manekeni na Mladini, ko so delali reklamo za Pfizer. Moj največji greh je bil, da se zaradi določenih zdravstvenih in starostnih omejitev nisem želela cepiti. Ogromno je ageizma, starizma, mobinga. S kom bi torej sklepali koalicijo? Mi bomo sklepali koalicijo z vsakim, s katerim se bomo našli na programskih osnovah. Ampak je pa dejstvo, da trenutno nam kaže najbolje, kadar nam je kadarkoli kazalo v naši zgodovini, tudi zato je gospod Feratović. Ja, gibljete se okrog. Pirati se vidimo kot del neke zdravorazumske levo-sredinske koalicije. Je pa res, da ne bomo sodelovali z posamezniki, ki so, koruptivno, rečemo temu, da imajo mogoče neke tožbe, da so obremenjeni z koruptivnimi dejanji. Torej, gospod Janša, gospod Golob odpadeta, upamo pa, da bo neka stranka, kot je Svoboda, največja sposobna predstaviti nekega mandatarja, ki ni obremenjen s korupcijo. Ali vam je volilni program pomagala pisati umetna inteligenca? Koliko sem jaz seznanjena, ne? Mi ne rabimo umetne inteligence, imamo dovolj lastne pameti, da bi se zanašali na neke algoritme. Ne, nikakor, mi smo ga pisali skupaj. Ne, naš program smo pisali mi sami. Seveda v nadaljevanju za določene segmente smo tudi uporabili umetno inteligenco. Mislim, da je to orodje, ki ti lahko izboljša kvaliteto, tako da jaz bi tukaj odgovoril pozitivno. Goloba so ljudje masovno volili za to, da bi nas rešil tiste torture, ki je bila v zadnji vladi Janeza Janše in nas je popolnoma razočaral. V bistvu bi lahko samo naredil eno neodvisno raziskavo kriminalnih dejanj med covidom, pustimo to, kdo se cepi, kdo ne, to ni pomembno, ampak kriminalnih dejanj, ki so jih v veliki meri delali akterji iz tiste koalicije. Tukaj lahko omenim, marsikoga, ki je krepko služil, pa rihtal službe svojim mamicam, pa nekoga, ki je izgubil cel tovornjak. Med vašimi kandidati za volitve sta tudi resničnostni zvezdnici. Ana Taks Pusovnik, ki je med drugim ustvarila kariero na platformi OnlyFans, in Tija Ana Pajnič. So torej resničnostni zvezdniki in vplivneži pot do uspeha na volitvah? To sta, tako kot sem jih jaz poznal, jaz jih seveda prej nisem poznal, ampak, kot sem se z njima pogovarjal, so to resni osebi, ki imata začrtano svojo karierno pot in jaz se samo veselim in sem vesel, da sta na naši listi. Mi predlagamo, da bi se uvedel poklic mama. Kaj to pomeni? Vsaka Slovenka, ki bi rodila, bi imela do vstopa otroka v 1. razred osnovne šole službo, pravzaprav, in bi se to zavedlo v njen kurikulum, da je bila toliko časa zaposlena. Osnovna plača se vede okrog 1500 evrov in tako naprej. Spiski neprofitnih stanovanj so napisani, če jih je 100, je 99 tujcev prišlih pred malo časa, ki dobijo stanovanja. Slovenci so mogoče na 100. mestu, če sploh so na tem spisku. Delo je treba spoštovati in ga nagrajevati na različne načine, kot smo prej rekli, tudi pri stanovanjski politiki, tudi tekom šolanja. Potrebno je te vrednote že mladim nekako spodbuditi. Bi pa se strinjala z tem, pač z socialnimi pomočmi. Kaj se zdaj dogaja? Ko je višina socialne pomoči tako blizu tej minimalni plači, ljudje pač niso več stimulirani, da grejo delati. Ker dokler mi stimuliramo ne delo, pa potem na črno še človek pač še zraven zasluži, se mu enostavno ne splača več delati. Urediti je treba plačni sistem in seveda ne dovoliti tistim, ki jih plačujejo, da se grejo dumping. Recimo, če en slovenski delavec zahteva 1200 evrov, pride najprej nekdo iz Kosova, reče, ja mogu za 1000, lahko za 1000 evrov delam. Pa pride en Filipinc, pa reče, jaz bi pa za 800 evrov delati. To je treba zakonsko prepovedati. Za katero stranko bi volili, če zase ne bi mogli? Gospod Dimovski. Ja, jaz se ne bi udeležil volitev. Ne bi volili za SD, vašo prejšnjo stranko? Ne. Ne? Gospod Božič, Pirati, za koga bi volili? Za Levico. Za Levico bi volili. Gospa Tomič, bi tudi vi za Levico? Nikakor. V centru lahko obkrožim sebe. In to je pomembno.
Gospa Kokot, za koga bi volili? Novo Slovenijo. Za Novo Slovenijo bi volili, ne za Jelinčičevo nacionalno stranko? To je moj odgovor. Ja, ne sme voliti za mene, to je jasno, ker je komanda, da ne sme. Ampak jaz bom volil in sem volil za Slovensko nacionalno stranko. Če druge stranke ni, bom še vedno član in podpornik in volil za Slovensko nacionalno stranko. Vprašali smo vas, za katero drugo bi volili. Za drugo, recimo za Alternative für Deutschland. A pa za Slovenijo? Ni rekla za slovensko stranko. Bila sem izvana, mene nihče ne komandira, jaz sem preznana po tem, da jaz rada druge komandiram. Tako, hvala za te odgovore. Hvala za pozornost in nasvidenje.